Ampak to ni edino, a ne? Mi smo tudi bitja taka, s telesom, ki ga je treba ravno tako ves čas ohranjati, krepiti, nadgrajevati in bedeti ves čas nad tem, da ne opustimo skrb zanj. In tukaj je z nami profesor dr. Gregor Jurak iz Fakultete za šport, vodja raziskovalne skupine SLOFIT, tudi soavtor nacionalnega programa za šport. Lahko telovadite kar tukaj spredaj ali pa kjer želite. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa. Res mi je zadovoljstvo, da sem bil povabljen. Hvala organizatorju. Še bolj pa sem bil srečen, ko sem videl, da bo odmoril ples. Tako da res super zadeva. Ampak ne vem, če veste, po 20 minutah bi morali obvezno vstati, če sedite. Zato bom jaz vas malo razmigal. Tako da prosim, če boste zdaj sledili malo meni, lahko tele stoli kar gor grejo, vi se boste skušali usedeti na naslonjalo. Takole skušamo 10-krat se dotakniti. Okay. Zdaj bomo pa še eno stvar naredili. Dvignemo se na prste, dvignemo roke gor, stignemo se, kakor se da, in dol izdihnemo. In še enkrat. Pa še enkrat. Ok, še ena stvar, če imate veliko miškov v roki, obvezna. In če veliko sedite, zdaj nimate veliko prostora, ampak stisnete skupaj lopatice čim bolj skupaj, hkrati stisnete ritnice močno in se dvignete na prste. Ok. Zdaj sem sicer sprožil malo nemira, ampak ta nemir je pozitiven. Jaz vam bom skušal povedati, da ne moramo biti prodorni, če nimamo energije. Energijo dobimo s telesno zmogljivostjo. Veliko se bom navezal tudi na predhodno predavanje, namreč telesna dejavnost izjemno vpliva tudi na naše duševno zdravje. Izkušam vam povedati, da je resnično izjemno pomembno, da skrbimo za svojo telesno zmogljivost in ena rak rana v bistvu našega sodobnega načina življenja je tudi sedenje. Skušam vam bom pojasniti, kakšne skupine telesne dejavnosti imamo in kako vplivajo na naše zdravje, in ob koncu vam bom predstavil tudi vseživljenjsko spremljanje telesne zmogljivosti, ki je kot prvi na svetu v bistvu sistemsko ponujamo v Sloveniji, in vas bom povabil, da se temu vabilu tudi odzovete, tako kot vi osebno, kot tudi s tistimi odraslimi, s katerimi delate. Telesna dejavnost je zelo širok spekter. Recimo najbolj koristna je tista, ki je seveda sistematična, dovolj intenzivna, in to so običajno športne dejavnosti. Nabiranje gob je sicer super, lahko je pa v bistvu kakšna telesna dejavnost lahko tudi škodljiva. Če vi izvajate neko opravilo, ki ima monotona gibanja, ves čas enaka, se lahko s tem v bistvu tudi poškodujemo. Zaradi tega je ta raznovrstnost, intenzivnost gibanja zelo pomembna. Zdaj seveda moramo se zavedati, da imamo različne učinke telesne dejavnosti. V bistvu učinki so tako močni, da je prav neverjetno, kako je telesna dejavnost podcenjena. Mi vemo tudi razlog, mi se ves čas borimo dejansko z farmacijo. Namreč dokazano enaki nevrofiziološki učinki so s telesno dejavnostjo, kot jih povzročajo oziroma izkušamo z mnogimi zdravili prikriti, in dejansko je telesna vadba kot multitabletka. Govorimo o celotnem spektru različnih obolenj, ki jih mi imamo. Da bom naštel, nimam časa iti v fiziološke podrobnosti, vendar bom sam naštel par tistih ključnih koristi.
boljša telesna zmogljivost pomeni večjo dolgoživost, pomeni izboljšanje imunskega sistema. Ne vem, če veste, kako trdni so dokazi tudi znotraj COVID-a, da tisti, ki so imeli boljšo telesno zmogljivost, je bila pri njih smrtnost izjemno nizka. Potem, ne da niso obolevali, seveda so tudi obolevali, vendar je bila težavnost obolenja bistveno nižja. Potem mislim, da bo eno od naslednjih predavanj od profesora Pitoška tudi govorilo o tem, kako vpliva dejansko telesna zmogljivost in pa telesna dejavnost na možgansko delovanje. To, ko smo mi zdaj naredili, smo zelo na hitro malce prekrvavili možgane in trdni znanstveni dokazi kažejo, da po 20 minutah recimo aerobne aktivnosti imamo bistveno boljše delovanje in večjo pozornost za nadaljne delo kognitivno. Pa še drugi mehanizmi so, ki jih zdaj ne bom razlagal, ampak mogoče, če vas bo zanimalo, kdaj drugič. Potem seveda ta vpliv na telesno zdravje je najbolj znan. Zboljšanje srčno-žilnega sistema, znižanje nimamo hipertenzije, v bistvu zmanjšujemo vse sindrome, vse dejavnike metabolnega sindroma in z tega vidika tisti, ki imajo telesno zmogljivost visoko, imajo bistveno manj tveganj za srčno-žilna obolenja. Potem trdni dokazi, da z telesno dejavnostjo zmanjšujemo anksioznost in depresivnost. Potem naslednja stvar, ki je zelo pomembna pri starejših, zboljšujemo gostoto kostne mase. Za starostjo se nam pojavljata dva pojava, eno je sarkopenija, to je zmanjšanje mišične mase, mišična masa je pa ključna tudi za naš imunski sistem in druga zadeva je seveda, da izgubljamo kostno maso in tu govorimo potem o zlomih kosti, ki so zelo zakomplicirani v odrasli dobi. Potem nenazadnji socialni stiki. Gibanje je izjemen dejavnik tudi pri starejših druženja in socialno zdravje je tukaj v bistvu zelo pomembno. In še ena stvar, vemo, da za starostjo v bistvu upada tudi spanje oziroma se pojavlja nespečnost, telesna dejavnost in pa telesna zmogljivost kot posledica tega je izjemno v bistvu uspešna pri tem, da podaljšuje spanje. Zdaj, da bomo razumeli, o čem govorim in o nekih enotah. Poznamo, tisti, ki se ukvarjamo s telesno dejavnostjo, enoto, ki se reče MET, metabolni ekvivalent. In ta je izračunan tako, ko odrasel moški, 70 kg težek, sedi in diha, koliko dejansko ima pri tem porabe energije. Se pravi, zdaj, če mi ležimo, imamo malce manj kot en MET, če pa izvajamo različne dejavnosti, imamo več metov. In kar je ključno, ko govorimo o prodornosti, pa o energiji, je to, da mi moramo imeti zmerno do visoko in intenzivno telesno dejavnost, da bomo dosegli zdravstvene koristi. Se pravi, mi moramo čim manj sedečih dejavnosti imeti, boljše je, če sedeče dejavnosti spravimo v nizko telesno dejavnost, še boljše pa, če spravimo v zmerno do visoko telesno dejavnost. To pomeni, prekinite sedenje in vsaj dajte stati, zaradi tega naša srečanja ne izgledajo takole, mi imamo standing corner, pa še recimo kakšne ergometre, na katerih v bistvu lahko vmes, ko poslušajo in upam, da tisti, ki nam sledijo prek spleta, da so zelo nekje v naravi in poslušajo. To je v bistvu koristna izraba časa, tudi kadar imamo eno tako predavanje. In najbolj pa lahko poenostavimo, kdaj pride do tega zmerno do visoko intenzivne telesne dejavnosti, kadar smo globoko zadihani in se znojimo. Seveda to ima svoje logistične probleme, če rečemo, ki pa jih v današnjem času tudi znamo rešiti, govorim zdaj na delovnem mestu. No in tole so priporočila Svetovne zdravstvene organizacije za seniorje, za starejše od 65 let. Se pravi, naj bi bili v tej coni, ki sem jo zdaj rekel, se pravi, da se zadihamo, oznojimo, 150 do 30 minut tedensko in ali pa 75 do 150 minut še višje intenzivnosti. Se pravi, to je pa smučarski tek, plavanje, recimo intenzivno kolesarjenje, tek, tudi intenzivna hoja, ampak res intenzivna. Poleg tega pa še v bistvu 2-krat na teden
vadba za mišično moč. To ful pozabljamo pri starejših. Tudi dvigovanje uteži pri tistih, ki so več kot 65 let starosti, to ne se čuditi, to je zelo, zelo koristno. Moramo obremeniti mišice in kosti. Zaradi tega, ker po 30. letu starosti mi približno najprej malce manj, ampak če gledam pa skozi obdobje do 80. leta, zgubimo 1% mišične mase na leto. To se nam zelo pozna, če boste gledali svoje telo, še posebej moški, v bistvu se nam kar razleze iz ramen na trebuh, ne? No in pa trikrat na teden pa neke naloge, ki so recimo estetskega značaja in pa ravnotežja. In danes boste super, ne, ker boste recimo nekaj tega že osvojili. Ravnotežje je tisto, ki pride v upoštev bolj v poznem obdobju, tudi z vidika preprečevanja padcev, ne. Takrat moramo zelo paziti na vzdrževanje ravnotežja. No, ampak treba se zavedati še eno stvar. Tista priporočila so bila minimalna, ne? Se pravi, vsak, tudi tisti, ki ni nič telesno dejaven, bo lahko začne iz nule in bo nekaj pridobil, če se bo vsaj malo migel. Tudi za tiste starostnike, ki so v bistvu že slabo mobilni, bomo z tem, da bomo upeljali gibanje, naredili, da bojo bolj mobilni. To pomeni, da bojo lahko, na primer, se tudi vstali iz stola. Bojo okrepili svojo mišično moč, toliko, da bojo lahko vstali iz stola, pa recimo šli samostojno na WC. Ampak pri tistih, ki so pa zmogljivi, ne smemo biti toliko skromni. Je pa v bistvu, da so 300 minut na teden gibalno dejavni v tem, da se oznojimo in spotimo, oziroma 150 še bolj intenzivno. Ne? Se pravi, že prej sem rekel, to sedenje je problematično. Kakršnakoli telesna dejavnost je boljša kot sedenje in treba je vedeti, da je treba seveda prilagoditi svojim funkcionalnim sposobnostim, če smo popolnoma nedejavni, začnemo z zelo malo in potem postopoma povečujemo. Tako obseg, frekvenco, intenzivnost telesne dejavnosti. Ok, zdaj, da bo povsem jasno, telesna dejavnost je samo eden od dejavnikov pa telesne zmogljivosti, ki je s tistim srčkom in možgani tamle prispodoba. In ta telesna dejavnost je eden od dejavnikov 24-urnega gibalnega vedenja. Se pravi, imamo znotraj 24-urnega gibalnega vedenja, če gledamo naš cel krog, veliko sedimo, bolj malo se gibamo, pa imamo potem neki hoje, tako vmes, pa spanje. In vse te 4 zadeve so zelo pomembne. Pri otrocih še posebej nas moti tudi zaslonski čas, ki ga imajo. In z tega vidika so tudi priporočila, koliko naj imajo otroci recimo zaslonskega časa. No, ta 24-urni krog gibalnega vedenja plus prehrana v povezavi z našimi genskimi danostmi je dejansko telesna zmogljivost. Zato je telesna zmogljivost daleč najbližji približek zdravju, sploh pri otrocih, ko še nič ne obolevajo še za tistimi boleznimi, ki pridejo kasneje. Ampak tudi pri odraslih je telesna zmogljivost izjemno tesno povezana v bistvu z tudi napovedjo, kakšni so recimo možni negativni zdravstveni izidi. No, se pravi, telesna zmogljivost, če pogledamo definicijo, gre za učinkovito izvajanje nekih vsakdanjih dejavnosti brez nekega pretiranega utrujanja in zadostno energijo, ne, da lahko stvari počnemo tako v nekem delovnem kot prostem času in če tudi pride kakšna nepričakovana situacija, da nas to ne bo položil. In če hočemo biti prodorni, potrebujemo točno to. Ok, in zdaj smo pri SlowFit. Mogoče je kdo od vas že slišal za SlowFit? Ste. SlowFit gre za nadgradnjo sistema, ki smo ga skoraj 40 let nazaj v Sloveniji začeli, in to je bil športno-vzgojni karton. In v zadnjih letih smo v bistvu razvili nadgradnjo tudi z
informacijsko podporo in danes imamo v bistvu SLOfit, ki je vezan neki na šolski prostor in imamo SLOfit, ki omogoča tudi spremljanje telesne zmogljivosti v odrasli dobi. In to vam bom zdaj še na kratko predstavil. Imamo tudi ambasadorje, ki skušajo promovirati to gibanje in pa redno spremljanje. Osnovni namen je pa seveda, da imamo neko resno diagnostiko, na podlagi katere potem sami pri sebi vidimo, kje so tiste pomanjkljivosti, na katerih moramo delati in se vključimo v ustrezne vadbene programe. Kaj zdaj sestavlja vse ta sistem SLOfit? Po eni strani seveda imamo nek merski sklop, imamo konkretno tudi za odrasle več merskih sklopov, za starostnike imamo svojega, ki je nad 65 let starosti nekoliko prilagojen. Pokrijejo ključne gibalne sposobnosti, to je srčna dihalna vzdržljivost, moč, jakost, agilnost in gibljivost. Potem imamo primerjalne vrednosti tako s populacijo kot z zdravstvenim tveganjem, brezplačno aplikacijo, moj SLOfit in ob koncu teh meritev, ki jih imamo tudi osebno svetovanje in pa brezplačno tudi usposabljamo vse izvajalce, ki bi želeli to vrstne meritve delati in pa imamo promocijo prek različnih kanalov. Zdaj, kako izgledajo te meritve? Jaz imam to sicer malo drugače, izgleda, da ni. Najprej imamo na recepciji, kjer v bistvu vsakega vpišemo tudi v aplikacijo Moj SLOfit. Tukaj tisti, ki niso vešči, recimo dela z pametnim telefonom ali pa tako naprej, ni problema, to naša ekipa vse poštima. Vsak dobi potem osebni karton, preverimo zdravstveno tveganje, pri starejših je to zelo pomembno. Potem je v zvezi s tem posvet pri vodji meritev, da vidimo, če mora biti kakšno od nalog nekdo ne bo opravljal. Sledi ogrevanje, potem izvedba teh gibalnih nalog, izdelava poročila in na koncu še svetovanje. Aha, to je zdaj dvakrat. Takole izgleda tista prijava, registracija v Moj SLOfit. Kot rečeno, nekdo, ki tudi nima pametnega telefona ali pa elektronskega naslova, ni problem, vse je lahko vključen, pač podpiše tam pristopnico sam, namreč gre za zbiranje osebnih podatkov in je v skladu z varstvom osebnih podatkov tudi vsa stvar tako narejena. Zakaj sploh ta aplikacija? Ta aplikacija omogoča vsakomur, da kadarkoli dostopa do teh podatkov in jih lahko deli. Znotraj tega svojega profila lahko dodeli zdravniku, da lahko pogleda noter, lahko dodeli svojemu partnerju, svojemu sinu in tako naprej. In enako je tudi, ko imamo pri otrocih. Se pravi, starši otrok lahko enako na ta način omogočijo vpogled v te podatke, komor oni pač želijo. No, potem dobi ta karton in potem pogledamo zdravstveno tveganje, kakšno je za neke osnovne neke funkcionalni testi in potem sledi posvet pri vodji meritev, če bi bilo mora biti kakšno nalogo za omejiti. Naprimer, mi delamo tudi z društvi bolnikov in pri koronarnih bolnikih seveda obstajajo določene omejitve, da nekaterih stvari ne počnejo ali jih pa prilagodimo. In potem imamo tole ta merski sklop za seniorje, za odrasle je nekoliko drugačen, se pravi, imamo moč nog, dve nalogi moč rok, gibljivost, koordinacija, agilnost in pa srčno dihalna vzdržljivost. Takole nekaj utrinkov iz tega testiranja in potem takoj lahko vnesemo rezultate od tega človeka, ki je prišel na meritve in izdelamo poročilo. To poročilo lahko tudi natisnemo za nekoga ali pa je vidno znotraj same aplikacije, kjer je v bistvu še ta sledljivost, ki je tamle prikazana na desni strani. Recimo, če je več meritev narejenih, lahko tudi spremljamo, kakšen je bil napredek, kakšna je bila meritev za nazaj. Pri tistih, ki imajo meritve športno-vzgojnega kartona, bojo vsi podatki dejansko tudi iz šolskega obdobja, možno je vpisati te podatke, če ima nekdo kartonček. In naj vam povem, jaz sem ravno toliko star, da sem bil v tistih prvih meritvah, ki so bile sistemsko upeljane v šolskih letih 1987 in jaz imam svoje srednješolske meritve recimo že tudi upisane, tako da tisti, ki so stari 50 in manj let,
dejansko so bili vključeni v športno-vzgojni karton in to je več kot 1 milijon prebivalcev Slovenije. Takole zgleda potem eno poročilo, ki ga dobi posameznik, najprej povzetek nekih rezultatov in potem, kje se nahaja znotraj populacije in kje glede na zdravstveno tveganje. In tako se vidijo tudi rezultati znotraj aplikacije te Moj SlowFit. In na koncu seveda je sam posvet in svetovanje glede teh rezultatov, kjer osebno še se pogovorimo, katere so potem ustrezne dejavnosti, ki jih naj človek dela, ali pa vadbeni programi, ki bi bili pomembni. Naprimer, če pač je nekdo šibkejši v moči rok, potem vidimo, kateri programi bi bili ustrezni, mogoče sploh v lokalnem okolju, kjer poznamo tudi izvajalce, lahko jih napotimo na te izvajalce, da izvajajo ta program. Poleg tega imamo pa, smo precej dejavni tudi pri promociji, imamo mi spletno stran z enim razdelkom SlowFit nasvet. Znotraj tega imamo različne nasvete, kako vzdrževati svojo telesno zmogljivost. Te nasvete povezujemo tudi z 2 socialnima omrežjama, ki imamo, se pravi imamo svoj Facebook in pa Instagram in pa tudi YouTube kanal, kjer imamo posnetke posameznih, recimo vadb, gibalnih nalog, kako se lahko stvari izvajajo. Ok, tako da jaz vas vabim, da se vidimo nekje v telovadnici, tisti, ki vas stvar zanima, se lahko javite na elektronski naslov odrasli@slowfit.org. Vidimo, če imate mogoče potencial, da se usposobite za to, da bi bili izvajalci meritev. Če vas pa zanima, da bi nekako skupaj z nami zorganizirali, pa mogoče tudi najdemo priložnost, mi sodelujemo tudi z šolami, sodelujemo tudi z klubi, društvi, ne samo športnimi in mogoče v bližini vas bo potekala kakšna meritev in takrat lahko napotimo skupaj ljudi na tovrstne meritve, da dobijo te informacije. Hvala lepa. Hvala lepa, profesor dr. Gregor Jurek. Izvolite, čokolada je dovoljena, ne, boste pa malo več pomigali. Hvala za to navdušenje, ki ste ga vnesli v dvorano, za to, da ste nas razgibali. Meni se zdi, da lahko pričakujete naval tako na program, kot morda tudi s strani organizacij, ki bi želele SlowFit izvajati skupaj z vami. Nekaj dobrega zase in za druge. Tako, hvala lepa. So morda kakšna vprašanja, kakšni odzivi? Nekoliko pred programom smo zaključili tale del. Jaz vem, zakaj ne. Zato, ker želite imeti in odmor in ples. Tako da hitro na kavico, ko boste pa slišali glasbo, ki vabi, pridite. Plesali bomo tudi med stoli, ne bo kakšno hudo razgrajanje, bo pa luštno. Hvala lepa.